Dobro jutro, drage gledalke, spoštovani gledalci. Mesec maj, majnik mu tudi rečemo, je prešel že v svojo zadnjo tretjino. Letni časi se menjujejo, koli pisani potujejo. Usojen nam je časa vrtiljak. Ozremo se, ni poti nazaj, odraščamo od malih nog. Kar vrti se vekomaj, je življenja krog. Se spomnite teh misli? Že dolgo nazaj jih je v pesem strnila Neca Falk, držijo pa še danes. Mi bomo danes začeli z zmagovalnim videospotom prejšnje oddaje in napovedali že dva nova, med katerima boste lahko izbirali. V studiu se nam bosta pridružila Lojze Stražar in Ana Plahutnik, ki nam bosta predstavila krstno izvedbo domače gledališke predstave Lepo je biti muzikant. Ta se bo zgodila letos julija v poletnem gledališču Studenec. To je igra z glasbo Slavka in Vilka Avsenika ob 65-letnici njunega ustvarjanja. Pridružila se nam bo tudi Metka Podpečan, s katero se bomo pogovarjali o sprejemnih izpitih v glasbeno šolo Zagorje. Ti se bodo začeli jutri in o festivalu flavtistov. Obiskala pa nas bosta tudi Marko Pavlović in Jani Medvešek, ki bosta predstavila letošnji festival Rdeči revirji, mednarodni scenski festival. Še zadnjič v tej sezoni bomo pokukali Kaniti Odcepek, ki nas bo kulinarično razvajala. Lucija Cestnik pa bo predstavila pregled športnega dogajanja. Podelili bomo tudi 2 celodnevni vstopnici za kopanje v rimskih termah in vstopnici za kino Trbovlje. Ob koncu oddaje vas bomo povabili še v kino in na nekatere druge prireditve, ki se bodo zgodile v okolici. Pravih razlogov, da ostanete v naši družbi, je danes res veliko. Prihodnost nas vznemirja, preteklost zadržuje, zato nam sedanjost uhaja. Vsak dan je za nekatere včeraj, za druge jutri, a le za redke danes. Bodite sočutni, kajti resnično videti življenje skozi oči nekoga drugega je lahko najdragocenejša izkušnja in pomeni tudi živeti bolj polno življenje. Včasih je en dan daljši kot pol življenja. Včasih pa je 1 ura bogatejša kot 10 let. Ne moreš preprečiti pticam, da ti ne letajo nad glavo. Lahko pa preprečiš, da ne spletajo gnezd v tvojih laseh. Vsak ima svoj košček sveta. Kdor to ve, ima ves svet. Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš. Ta svet je lep, če nekoga rad imaš. Če roko stisneš komu, ki ga kaj boli, ta svet je lep, če si človek do ljudi. Nobena stvar ne naredi človeka srečnejšega kot njegovo prepričanje, da je naredil najboljše, kar je mogel. Prejšnji teden smo na našem Facebook profilu objavili 2 glasbena videospota in vas poprosili, da glasujete za tistega, ki vam je bolj všeč. Se še spomnite, med kom ste izbirali? Prvi predlog je zastopala Alja s pesmijo Dobro jutro življenje, pod drugega pa se je podpisal Dejan Vunjak s pesmijo Če imam pa tebe. Zmagala je Alja s pesmijo Dobro jutro življenje. Je všeč tudi vam? Dobro jutro življenje, lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje. Noge so lahke, v zraku ljubezen, naj me odnese noč, naj le nosi. Levo in desno so znani obrazi, ki me poznajo v srci. Da bi dal vso moč, peli, da bi celo noč, da pozabimo skrbi za to danes. Dobro jutro življenje, lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje. Dobro jutro veselje, lahko noč slabe misli. Generacija poje nosi nastale ritev. Nasmeh spet oblečem, pesem me pelje. Naj bo, kar bo že fino. Da pozabimo skrbi za to danes. Dobro jutro življenje, lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje. Dobro jutro veselje,
kaj šteje. Dobro jutro, veselje, lahko noč, slabe misli, generacija poje, nosi nastale ritem. Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa, kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje. Do prihodnjega torka pa imate čas, da glasujete že za 2 novi pesmi. V merici dobrega vam izdamo tokratni izbor, pesmi pa lahko poslušate sami in oddate glas za tisto, ki vam je bolj pri srcu. Teden dni časa imate, da izberete med Kingstoni. Eno novo imajo z naslovom Magična in Domnom Kumrom, ki se tudi predstavlja z novo pesmijo z naslovom Midva. Mi pa hitimo naprej in v nadaljevanju že napovedujemo kulinarično razvajanje. Še zadnjič v tej sezoni svoj pogled usmerjamo k Aniti Ocepek. Lepo pozdravljeni, dragi moji, spet smo skupaj, spet v Anitini kuhinji. Danes bomo pripravljali prekmursko gibanico, spet z kar zanimivimi parimi dodatki, ne? In prekmurska gibanica, veste približno kakšna je, ampak moja gibanica je pač vedno nekaj ala Anita, to se pravi, da vedno nekaj dodam. Prekmurska gibanica ni kar hitro narejena, niti ni malo sestavin v njej. In je pač sam postopek in pa sama priprava kar dolgotrajna. To se pravi, približno od 3 do 4 ur z peko in pa z vsemi sestavinami vred pač traja, ne. Ker bi to vse skupaj predolgo trajalo, sem jaz v bistvu naredila že krhko testo, že kar precej prej. To se pravi, vi ga pa lahko naredite med tem časom, ko bomo mi delali ostale sestavine, ampak najbolj fajn je pa, da vi to naredite, ne vem, lahko prejšnji dan ali pa kakšne 2 urce prej, ker samo krhko testo za gibanico mora biti najmanj 1 uro v hladilniku. Zdaj, za takle, približno za tok velik okvir, ko ga bomo mi imeli, to je približno 38x40 cm velik okvir v pečici, ne, potem v okvirju, boste rabili 600 gramov moke. Moko lahko vzamete, ne vem, jaz pač sem pristaš namenske moke za krhko vlečeno in pa vlečeno in pa krhko testo, ker se kar lahko rečem, no, zelo dobro lahko na njo zanesem. Potem tej sestavini 600 gramov moke, ki jo zvagate na vago, dodate 250 gramov masla surovega, 1 rumenjak, 5 žlic sladke smetane in pa 1 žlico kisle smetane, 1 ščepec soli in pa 2 deci vode. V multipraktiku, v našem robotu, enostavno sestavine vse skupaj lepo zmešate v gladko testo, ga obdelate še z ostro moko, to se pravi, da dejansko, ko vi dobite to kepo testa, ga date ven na pult, lepo majčken ostre moke, obdelate eno tako luštno kepco in jo potem date v hladilnik za najmanj 1 uro, lahko pa tudi več. Bolj je hladno, boljše je. Jaz bom zdaj v bistvu vam pokazala, kakšen ta testo je. Mehek mora biti, veste, takole, ne, tak lepo mehek, in ga bom ta čas, ko bomo mi pripravljali vse ostale sestavine, postavila še nazaj v hladilnik, zato da se bo lepo pripravilo in da bo še hladno. Najbolj pomembno pri gibanici je, jaz temu rečem gelir. Zdaj ne vem, če vi veste, kaj pomeni beseda gelir, ampak to je, kot bi rekla, ena prelivka. Prelivko naredite približno iz 600-700 ml kisle smetane, dobre pol litra mleka, potem vzamete 2 veliki žlici masla, ali pa kar, ne vem, 5 gramov masla, ki ga stopite v mikrovalovni pečici, dodate malo sladkorja, lahko tudi 1 vaniljev sladkor, malo ruma in pa 2 rumenjaka. To vse skupaj zmiksate, zmešate, zato potem, ko boste vi gibanico sestavljali, ne, da boste lahko plasti med samo gibanico prelivali in da bo sama gibanica, potem ko bo pečena, ne,
sočna še ne 3-4 dni. Ker gibanica, ko je enkrat pečena, ko jo vi postavite v hladilnik, je lahko tudi 3-4 dni, ker so vse sestavine prepečene, ni nobene surove stvari noter, da bi se lahko gibanica pokvarila. Najprej tlele gelir, potem bomo šli mi pripraviti makov nadev, skutni nadev in pa orehov. Preden bomo pa mi vse to naredili, bomo šli pa tamle jabke stenstat, zato da se bojo tisti čas, ko bomo mi pripravljali vse ostale sestavine, jabke lepo ohladile. Enostavno vam pa zdaj pokažem v bistvu, kako bomo na maslu prepražili 15 velikih jabolk in dodali sladkor in pa cimet. Jaz imam tukaj sestavine pripravljene. Na 5 gramov oziroma na 7-8 gramov masla ga mi stopimo. Stopimo v eni ponvi, dodamo sladkor, da sladkor malo karamelizira, zato da imajo potem jabke tudi en prav poseben okus. In tisti čas, ko se bojo nam jabke pač ohlajale, bomo mi potem pripravili vse ostale sestavine. Po jabkah dodamo lahko 5 gramov cimeta. Zdaj mi tale sladkor bomo enostavno lepo karamelizirali in se vrnemo, ko bo to na pol pripravljeno. Velja? Takole, sladkor nam je karameliziral, enostavno zdaj tej pač mešanci lepo dodamo jabke. In pa potresene s cimetom. In zdaj te jabke približno tudi 5 minut lepo dušimo na tem sladkorju, da bojo imele jabke pač en poseben okus. Zdaj, če so jabke malo bolj kisle, dodate malo več sladkorja, drugače pa tam od 10 do 15 gramov, zato da lepo pripravite same jabke. Pri jabkah je pač pomembno potem, da jih, zdaj, če je veliko tega odvečnega sladkorja, ko bojo jabke karamelizirale oziroma pač se zmešale s tem sladkorjem, da ne odlivate te tekočine, zato da bojo potem jabke tudi lepo sočne. Vi tole zdaj 5 minut lepo dušite in tenstate, med tem časom enostavno pa lahko gremo mi pripraviti tudi makov nadev, 200 ml sladke smetane in pa deci do deci pa pol mleka zavremo na štedilniku. Smetana in mleko morata zavreti, ker tudi mak enostavno je dobro, da ga poparimo, da po maku tudi kaj gorčica ne matra. V sam mak dodamo en vaniljev sladkor in pa 10 do 12 dekagramov sladkorja. Smetana je zavrela. Takole. In zdaj mi lepo poparimo mak. Takole premešamo. Zdaj, da bo mak bolj mazal, mu tudi potem mi lahko dodamo še malo mleka in pa ta sladkor, 10 gramov sladkorja, da je sam mak v bistvu lepo mazal, tako kot orehi potem. Takole, lejte, ne? Tale mak se bo sigurno potem lepše razmazal, lahko dodate mleko ali pa smetano, pač kar imate. In zdaj ta mak se mora glih tako ohladiti, kakor naše jabke. Tisti čas bomo pa pripravili skuto, skutni nadev in pa makov nadev, orehov nadev. Takole. Tule še malo jabke pomešamo. Tole bo počasi pripravljen, jabke so skupaj padle, mora jih biti pa najmanj dober kilogram oziroma 12 do 15 malo večjih jabolk, tako da bolj, da je malo več, kot pa sestavin premalo. Tako, jabke so pripravljene. Takole. Zdaj jabolčni tale nadev se mora lepo ohladiti. Mi gremo pa ta čas pripraviti skutni in pa orehov nadev. V glavnem, zdaj bomo pripravili še naš skutni nadev.
da bomo imeli pol vse sestavine pripravljene, ko bomo mi gibanico zlagali. Zdaj tule pač še enkrat povem, makov nadev smo pripravili, gelir imamo pripravljen, zdaj pa enostavno vzamemo 1 kg skute, zato da bo spet gibanica sočna in mazava, vzamemo pol kilograma kisle smetane, zmešamo skuto in pa kislo smetano, mora biti lepo mazavo, dodamo 10 dekagramov, 10 do 12 dekagramov sladkorja, dodamo 2 rumenjaka. Sestavine so večinoma enake kot pri potratni potici. Dodamo malo ruma, sok ene ožete limone in pa naribano limonino lupino. Zato pa, da tolo kremo oziroma tolo maso malo učvrstimo, pa dodamo eno žlico vaniljevega ali pa krem brule pudinga, ki smo ga tudi zadnjič pač dodali v potratno potico. Eno žlico, zato da mi tolo maso malo učvrstimo in da bo taka lepo mazava. Takole. Skutni nadev je pripravljen, zdaj gremo pa pripraviti še orehov nadev. Tule imam 600 gramov mletih orehov, ki jih v bistvu mi zdaj poparimo z vročim mlekom in pa sladko smetano. Tule noter sem zavrela 200 ml sladke smetane in pa 150 do 200 ml mleka. In mi zdaj v bistvu te orehe lepo poparimo, da se potem predno jih bomo do konca pripravili in rabili za sestavino tudi malo ohladijo. Dodamo 2 vaniljeva sladkorja, en cel jajček, dodamo 10 do 15, 10 do 12, 13 gramov sladkorja, dodamo cimet in pa kavo in pa kakav. Zdaj to vse majčkeno skupaj lepo zmešamo. Potem pa tem sestavinom dodamo zmiksane beljake, ki smo jih pa šparali skozi cel postopek. Enega smo dobili pri krhkem testu, 2 beljaka smo dobili pri orehovem nadevu oziroma pri skutnem nadevu, potem 2 pa pri samem gelirju. Zato, da bo pač naš orehov nadev tudi rahel in pa lepo sočen in mazav. Zdaj teh sestavin je v bistvu kar 5, potem pa še krhko testo in pa vlečeno testo. Zdaj sem tako rekla, najlažje je, če ga kupite, zato ker z vlečenim testom je kar dosti dela, tako da jaz pač vzamem kar en paket, da ima najmanj 8 ali pa 9 pač teh plasti. In zdaj gremo lahko v bistvu na sestavo. Glejte, tule smo pač namazali cel model, peki papir in pa noter dali krhko testo, ki smo ga prej razvaljali na pol centimetra na debelo. Pa pejmo, vzamemo makov nadev in ga lepo polovico namažemo po celi površini. Zdaj tukaj morate biti kar previdni, da ga vzamete približno polovico, ker gibanica je narejena v dveh delih. Razporedimo po celi
površini. Zdaj makovega nadeva, če ga ne marate, je res fajn, da ga date v bistvu čist na tenko, ne, orehov nadev je pa potem že druga stvar. Lep. Sama sestava v bistvu kar nekaj časa traja, ne, zato je potrebno res imeti, da rečem, malo potrpljenja, pa malo živčkov. Takole, polovica maka. Zdaj pa vzamemo gelir in ga v bistvu vzamemo približno eno šeflo in ga takole lepo polijemo po maku. Zdaj same jabolke pa skutni nadev ne rabimo toliko veliko, ampak takole, kakor je pa makov nadev, ko v bistvu se je kar majčkeno sušil, pa orehov nadev, pa kar rabita, ne? Zato, da bo potem gibanica, ko bo pečena, enostavno lepo tudi sočna. Listnato testo. Zdaj, če je kaj viška, nič za to, ga kar pustite, enostavno malo spodvihate, pa podložite, tako da nič stran ne rabite rezati, pa stran jemati, ne. Tole vzamemo stopljeno maslo in zdaj vse plasti vlečenega testa lepo premažete z maslom. Lepo premažemo in nadaljujemo s skutnim nadevom. Vzamemo polovico skutnega nadeva. Spet skuto lepo razporedimo po celem pekaču in pa po celi površini. Zdaj spet vzamemo eno listnato testo in ga položimo na ta skutni nadev, da pač to lepo pokrijemo. Takole naredimo kar eno pojstlico in spet maslo in lepo notranjost premažemo. Lahko tlele majčkeno prepikamo, da bo luft ven. Gibanice bo kar resnično veliko prišlo, približno težka bo sigurno okrog 7-8 kg. Orehov nadev, ki ga tudi vzamemo polovico. In potem še jabolke in cel postopek v bistvu ponovimo. Tule gor v bistvu na skuto pač nismo dali gelirja, ker je že sama skuta, tule pa moramo dodati eno žlico gelirja, zato da lepo, da bo skutni nadev, mislim oziroma orehov nadev lepo sočen. Tule gor damo pa zdaj jabolka. Spet polovico jabolk. Tudi na jabolke damo gelir in ponovimo celoten postopek. Ko bo pa postopek čisto gotov, enostavno se pa mi vrnemo, ker sam postopek je enostavno enak. Mak, skuta, orehi in pa še zadnja plast jabolk. Zdaj pa mi dodamo tule še eno, zajemalko gelirja. Ko smo zdaj namazali, postopek mi ponovimo, pa se spet vidimo.
Tako, dragi moji, zdaj naše sestavine enostavno so lepo v modelu. Mi smo vse pripravili v dveh delih, to se pravi, da smo zdaj dali zadnjo plast pač sestavin, ki smo jih imeli za gibanico. To so jabolke in pa še eno zajemalko gelirja. Zdaj mi vzamemo še zadnjo plast tega listnatega testa in ga dodamo na gibanico, ki pa jo tudi premažemo z maslom in potem to vse skupaj lepo damo peči v pečico. Majčkeno obrežemo, da bo pač tudi naša gibanica lepo izgledala. Vzamemo maslo, lepo namažemo, še zadnja plast in lepo gibanico spečemo na 190 stopinj. Gibanica, ko bo pečena, jo je potrebno pustiti v najmanj pol ure v pekaču, zato da se lepo spočije, potem pa enostavno lahko razrežete. Tako, zdaj pa naša gibanica lepo v pečico in se vidimo, ko bo pečena in malo in rahlo hlajena. Čau, čau! Aniti Ocepek se res lepo zahvaljujem za tole kulinarično razvajanje. Da bomo videli, kako bo gibanica videti na koncu, se bomo še enkrat preselili k njej. Mirico dobrega pa bomo zdaj začinili s torkovim gostom. Smo pred začetkom 18. kulturnega poletnega festivala Studenec 2018. Ko profesionalni in ljubiteljski gledališki odri po državi čez poletje spustijo zastor, vzcveti poletno gledališče Studenec v kraju Studenec pri Krtini v domžalski občini. Za bogato dogajanje v tem čudovitem prizorišču skrbijo v kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan pri Domžalah, ki ga vodi neumorni Alojz Stražar. Širši Sloveniji so znani po poletnem kulturnem festivalu, ki bo tudi letos bogato obrodil. 20. julija pa bo premierno na sporedu njihova osrednja letošnja produkcija z naslovom Lepo je biti muzikant. Igra z glasbo bratov Avsenik. V juliju in avgustu bo sledilo kar 14 ponovitev. Zelo sem vesel, da lahko v studiu pozdravim dva gosta. Z menoj je Lojze Stražar in Ana Plahutnik. Dobar dan. Dobar dan. Lojze in Ana, za začetek našega pogovora se nakratko predstavita, čeprav vsaj posredno oba naše gledalke in gledalci že dobro poznajo. Ja, jaz sem Lojze Stražar. Menda sem kar že, bi rekel, inventar v poletnem gledališču na Studencu in delam že zelo dolgo, tudi predsednik sem predolgo že. Drugače pa režiram tudi v našem gledališču pa tako naprej. Ali pa kakšna priredba tudi je potreba narediti, tako da to je to, no. Pa vse te vodim, ta festival pa tako naprej, seveda s dobrimi mojimi pomočniki, ki jih imam kar nekaj. Ana, vi pa imate glavno žensko vlogo v predstavi Lepo je biti muzikant. Ja, tako. Ja, sicer jaz sem še dijakinja srednje šole in poleg tega, da delam konzervatorij za glasbo in živilsko šolo, se še ukvarjam s tem gledališčem, se letos spet soočam z glavno žensko vlogo. Ja, in Festival, kulturni poletni festival Studenec 2018 ima bogato tradicijo in vse skupaj se začne z zanimivim dogodkom. Začetek festivala je vedno v Krtinski cerkvi. Ja, res, mi imamo v Krtini res eno lepo cerkev, to je gotska, zelo lepa spomenik, no, pravzaprav, predvsem pa akustična cerkev. Tako da vedno pripeljemo eno dobro skupino glasbeno, ali pa celo dve. No in letos bo nastopil komorni zbor Orfej iz Ljutomera. To bo prvo otvoritveni koncert. No in potem sledi še v Krtinski cerkvi še en koncert in sicer
klarinetist, mislim, da je Kosec Miha, odličen klarinetist, no in potem pa še ena pevka in pa pianistka, tako da bo drugi koncert bo tudi prav tako zanimiv. No in potem pa se preselimo v poletno gledališče. Tam pa čaka seveda naše obiskovalce, raznolika pravzaprav paleta prireditev. Najprej bi kar rekel, da je veliko zanimanje mladih za musical, Mamma Mia, potem tudi za naslednji koncert, ki je pri Beethoven Žezele. Tukaj je zanimivo to, da je tudi ena naša igralka, poje v tem sestavu. No in potem smo pa že pri operi. Ljubljanska opera gostuje, Seviljski brivec. Ljubljanska opera pri nas vsako leto da eno predstavo, tako da smo se letos odločili za to predstavo. Jaz mislim, da je to za tak odr, ki je pri nas, ki je dost velik odr, auditorij velik in tako da je prav primerno za uprizarjati opere. No, potem pa smo že pri domači predstavi, ki bo pa premiera 20. julija. In potem še 2 ponovitvi v naslednjih dneh, če sem si prav zapomnil. Res je, 2 v naslednjih dneh, ampak potem pa še skupaj bo 14 ponovitev. In prav je, da malo predstavimo gledališko predstavo Lepo je biti muzikant. To je igra z glasbo Slavka in Vilka Avsenika o 65-letnici njunega ustvarjanja. Pa vaju prosim, da malce predstavita idejno zasnovo. Kako je prišlo do tega projekta, odkot ideja? Ja, ideja. Malo naključje je tukaj. Običajno jaz zbiram, vsako leto moramo nekaj izbrati, eno predstavo. No in leto sem imel kar 3 stvari na mizi, pa se je težko odločiti, tako kot se je težko odločiti pred poroko, pa reči, ja, ta je ta prava. Raven tako je problem pri predstavah, če imaš tako, ker mi moramo pač nekako zaposliti vse te naše igralce, pevce, mi imamo veliko pevcev tudi, In najprej sem imel v mislih opereto pri Belem konjičku, znana stara opera, opereta. Ampak potem bi pa to naključje preneslo tako, da je Slavko Avsenik mi omenil, da je Avstrijec, mlad fant, ki igra v nekem ansamblu, star 43 let, Andreas Brandstätter, ponudil tekst, ki ga je napisal o nekem ansamblu, z popolnoma vso glasbo z Slavkom in Vilkom Avsenikom. Pa se je rekel, da to bi pa dobro bilo pogledati. No in ko mi je to prenesel, seveda v nemščini, najprej bo treba prevesti v slovenščino. Ko pa sem to prebral, seveda pa še nisem nič mogel se odločiti nikakor, ker je to bil, bi rekel, en dober prosti spis. Tako da smo potem z Evo Krašovec skupaj, da sva naredila priredbo in potem se je začela zadeva odvijati in postaja zanimivejša in zanimiva in tudi zanimiva bo v kakšni vsebini, pa Ana kaj rekla. Ja, Ana, vi imate glavno žensko vlogo, pa najprej povejte, kako ste prišli do nje, to ni kar tako. Ja, v bistvu mi je Lojze ponudil možnost, ali bi pela, ali bi kaj več igrala. In sem se odločila malo za mogoče več besedila, tako da se stvari učim, da še kaj nadgradim. Tako da ja, in zdaj sem tle, kar sem z glavno žensko. Koga imate še ob sebi, s kom vse igrate v tem projektu? Zdaj tukaj v spredju je ta ansambel, ki se odloči v času študija, da bo igral, da se bojo odločili, da bojo šli na tekmovanje in prek menedžerja, ki ga igra Jure Sešek. V tem ansamblu so člani, glavni član harmonikaš je Jernej Gašperlin, potem so še ostali člani, recimo trobentač je Primož Ložar, klarinetist je Grega Čepon, od punca klarinetista igra Natalija Cerar, potem sta še kitarist, ki ga igra Klemen Brečko, pa basist Blaž Prašnikar. Potem pa v bistvu vse se dogaja še v neki gostilni, kjer je v glavni vlogi gostilničar Karel, ki ga igra Kondi Pižoren.
Potem sta pa tukaj še oče tega Miha, ki pač harmonikaša, ne glavne vloge. Oče ga igra Jože Vunšek in pa njegova žena, ki jo igra Pija Brodnik. Potem pa v bistvu vse skupaj nekako v predstavi pomaga, denarno jih podpira teta tega harmonikaša, ki jo igra Brigita Hrovac. In pa potem še na začetku, ko se vse dogaja v neki fakulteti, recimo, je pa potem ravnatelj, ki ga igra Rajko Majdič. Tako da, ja. Lojze, vi ste zadolženi za dramatizacijo in odrsko priredbo. Kaj to pravzaprav pomeni? Katera dela sodijo pod ti področji, ki sem jih omenil? Ja. Dramatizacija, prav v tem primeru je prišla zelo do izraza, a ne? Jaz običajno dobim na mizo oziroma tekst, ki je že dramatiziran. Tukaj pa ni bilo tako. To je bilo pa tako kot nek roman, neka zgodba, ki pa ni bilo rečeno, kdo kaj reče, kdo kdaj govori, kam gre, nobene te stvari. In zato sem bil tako malo skeptičen, kako zdaj te stvari, jaz nisem, ne vem kako, kos tej zadevi, ne vem, pretirano. Ja, veliko stvari sem že naredil, ampak tukaj se pa nisem videl strokovnjaka, da bi rekel, to pa bom jaz sama, ne. Tako da sem potem dobil iz drame eno dramaturginjo, ki je prijazna mlada punca in je bila takoj za stvar in da sva skupaj potem naredila tako, da je užitno, mi rečemo, da je užitno, da se da to odigrati, ne. Zdaj, ta tekst, ki je bil najprej iz nemščine preveden, bi bil verjetno dober za neko televizijsko nadaljevanko, a ne. V gledališču pa ni tako. Je pa treba pač stvari postaviti na 5-6 scen, ne pa, da greš 15krat se prestaviš in tako naprej. To bi bilo samo za televizijo. No in tukaj je bila kar dost mučenja, da smo prišli do tega, ampak si upam, da nam je uspelo in da v bistvu že kar uživamo na vajah. Prej ste omenili, da ste zdaj že sredi vaj. Kako pa te potekajo? Kako uskladiti vse te ljudi? Kako upoštevati vse nasvete, ki jih dobite? Kako pravzaprav vaje v praksi izgledajo? Ja, vaje so v bistvu meni ena najbolj taka zanimiva stvar. Sicer imamo malo včasih težave z usklajanjem, pa ne moramo vedno vsi, nekateri imajo službo, potem kakšni koncerti in tako, kar se vse zvečer dogaja. Tako da ja, vaje imamo ponavadi zvečer. In mi začnemo, zdaj najprej so bralne vaje, toliko prej, in se sedimo in beremo, popravljamo besedila. Potem pa, ne vem, čez čas se pa začnejo že vaje na odru, recimo, če temu lahko tako rečem, mizascenske. In takrat pa postavimo približno tako, kot prostor zgleda, beremo še malo besedilo, se še malo soočamo z raznimi temi, ne vem, kako bi temu lahko drugače rekla, neke podrobnosti, ki so še, ja. Potem pa počasi pa že besedila damo stran, probamo na pamet, se že malo na oder postavimo, probamo stvari, potem pa to vedno bolj gre proti premieri in tako in nam že stvari pa čas laufajo naprej. V kolikšni meri se je treba besedila naučiti na pamet in koliko je prostora za improvizacijo? Čim prej. Besedila ne čim prej se moramo naučiti na pamet, da potem lažje stvari razumemo, da gre hitrejš naprej. Zdaj z improvizacijo, kaj pa vem, jo ni, ne. Kak je pa jezik? Je to strogi zborni jezik? Je pogovorni tudi vmes? Kako je s tem? Pogovorni jezik. Kako pa se vi pripravljate na ta besedila? Ste doma na posteli, pa na glas berete, se učite, kot smo se včasih učili kakšna umetnostna besedila na pamet v šoli. Kako je to videti? Jaz se sicer največ teksta naučim na avtobusu, tako da včasih malo čuden zgleda, ko se jaz učim tekst in v bistvu ga zraven nekako igram, tako da nekako doživljam svojo vlogo. Ampak to mi najbolj pomaga, da se že tisti moment živim vlogo, čeprav me včasih ljudje malo čuden gledajo, ker se včasih kar sama s sabo malo pogovarjam in tako in v bistvu ponavljam tekst, kamorkoli grem, ga ponavljam.
Vam to vedno znova predstavlja izziv ali se kdaj pojavi tudi kakšen občutek nelagodja, stiske, da vas zagrabi kakšna panika? Kako je to v vsakdanjem življenju? Pa ne, meni se zdi, da se jaz kar soočam. Mislim, da se kar hitro navadam vloge. Pa tako. Zdaj odvisno, kakšna bi bila vloga, če bi imela kakšno res zelo zakomplicirano vlogo, da bi mogla res zelo veliko imeti kakšnih takih prizorov, ker recimo si še nikoli nisem z njimi preveč spoprijateljila, recimo. Bilo malo drugačne, bi bilo malo. Lojze, ko ste vi ustvarili odrsko priredbo, ko ste poskrbeli za dramatizacijo, ste si v mislih naredili neki pregled, kako naj bi vse skupaj potekalo. Ste prisotni tudi na vajah, spremljate te igralce in kak je ta razkorak med vašo zamislijo in potem dejansko izvedbo? Zdaj, eno je seveda zamisel, drugo pa potem realizacija na koncu je seveda malce drugačna, ampak vendarle se moramo držati tega koncepta. Jaz običajno, že ko smo delali z Evo to dramatizacijo, jaz sem že takrat videl, kako bi postavil stvari, če hočem, da bo kompaktno, da bo to gledljivo. Drugače pa jaz, seveda se moram vse v mislih zamisliti, in igralce. Točno vem, da bo Ana igrala tisto in da bi zmogla to, potem kaj bo Jože Vunša, kaj bo Kondi, pa tako naprej. Tako da tukaj je to, potem se pa jaz pri bralnih vajah seveda pač pazimo, kot je Ana rekla, na izgovorjavo. Ko pa prvič stopimo v prostor, mizanscensko, moram pa jaz že vedeti, kam bom poslal ljudi. Kam, zakaj tja, zakaj pri mizi, zakaj ostane, kdaj ostane. Jaz se to vedno pri sebi napišem, dopolnim, opišem, pa zdaj imamo tako prakso že kar nekaj let. Ja, in da so čiste relacije, morajo biti tudi pošteni odnosi. Ali kdaj razmišljate, kako boste ubesedili tisto, kar bi igralcem želeli povedati, ali kar direktno in medias res poveste, kar ni dobro? Ne, jaz povem tisto, kar je, ampak nimam te navade, da bi ne vem kako se jezil, to ne. Razmišljam pa, kako jim povedati, da bi bolj razumela, da bi me razumeli pravzaprav. Včasih je to tako, da tudi jaz, pa že mislim, da sem vse povedal, pa nisem, pa mogoče pa te gledajo čas, kaj si hotel s tem, ampak če še enkrat ponoviš, pa rečeš, gledajte, tako bi bilo fajn, Pa tudi dopustim, če ima kdo dobro idejo, zakaj pa ne, spremenimo, dajmo drugače, sam seveda, če bi vsem vse pustil, da se vsak po svoje nikamor ne pridemo, tako da vendarle načeloma je treba je tako. Naslovna pesem Lepo je biti muzikant oziroma tudi naslov te predstave je v slovenskem prostoru nekako označen z več različicami. Veliko ansamblov je že pelo to pesem in ena zanimiva različica je tudi tista, ki jo prepevajo Perpetuum Jazzile. To pesem si bomo zdaj ogledali, nato pa se vrnemo nazaj k pogovoru. Lepo je biti muzikant Perpetuum Jazzile v svojem slogu v oddaji Mirica Dobrega.
V oddaji Mirica dobrega govorimo o domači gledališki predstavi Lepo je biti muzikant. Z menoj v studiu sta Lojze Stražar in Ana Plahutnik. Kar nekaj stvari smo že povedali o tem dogodku, ki se bo odvijal letos poleti. Kako pa je s kostumi, s kostumografijo, z vidno podobo te predstave? Ja, mislim, da letos je prvič, da kakšnih posebnih problemov s kostumi ne bo. Mi imamo kar nekaj fundusa, imamo nekaj svojih oblek, ampak ta zgodba je današnja. Mogoče bi šli lahko nazaj 10-15 let, to pa ni razlike v oblekah. Tako, imamo neke stvari, ki bojo malo nekoliko drugačne, ker v tej predstavi je tudi plesna skupina, ki je bo seveda drugačna pravda, drugače pa bomo kar v teh oblekah, kot smo danes. Tako da tukaj ne bo problem, razen kot je ona omenila že, Ana, te tamice, ki prihaja iz Amerike, in malce bomo še na to forum naredili malo drugačno. Potem Kondi, Pižoran, tudi gostilničarko. Tako, te stvari že malo. Ampak običajno bo pa to, neobičajno, to pravi, predvsem pa bo to naše obleke, ki so take kot vedno. Razen na tem tekmovanju, to se pravi, če boš ti povedala potem še vsebino, da samo omenim, tekmovanje, ker ta ansambl gre na tekmovanje v Študgart, tam pa so narodne noše, tako kot so te naši ansambli, kaj ti fanti so se zgledovali po Slavku Avseniku, po tem ansamblu in točno želijo, da je to tak nastop, kot ga ima Slavko Avsenik imel. Kaj je rdeča nit te zgodbe? Lepo je biti muzikant, kako se vse skupaj začne, kako se začne zapletati, odpletati in kakšen je konec? Malo za občutek. Torej, tukaj je v spredju ti študentje, ki se oni odločijo, vsi imajo radi narodno zabavno glasbo, vsi so zelo navdušeni ljubitelji Avsenikove glasbe in oni se odločijo, da bojo naredili svoj ansambl in začeli vaditi v šoli, v šolskih prostorih, ker jim to ravnatelj odobri. Potem se oni odločijo tudi za prvi koncert, ki ga naredijo v vaški gostilni in tam jih tudi sliši ta menedžer in on jim ponudi svojo pomoč, da jim lahko pomaga, da pridajo na kakšen večji oder, da se tam nove izkušnje naberajo in tako. Vmes so tudi neki ljubezenski zapleti in tako. Potem pa oni grejo v Študgart na prvo tekmovanje. Nekaj prej imajo še malo težave s finančnimi sredstvi in tako, da kupijo svojo novo opremo za nove recimo inštrumente in tako. Potem pa v bistvu jim pomagata teta Mici iz Amerike, jim omogoči, jim posodi denar. Potem pa oni na tistem tekmovanju v Študgartu zmagajo. In potem postanejo nekako slavni. In oni to slavo potem kasneje zelo težko prenašajo, se skregajo v svoji gostilni, ko se vračajo nazaj v svoj kraj, se zaradi te slave nekako sprejo. Potem pa v bistvu ta punca, tega glavnega harmonikaša, v tem času je zanosi, in ker tudi ona ne more prenašati tega, da je njen fant slaven, da se vse zapleta, se tudi one dva sama potem razpustita, gresta narazen. In ta Miha, ta harmonikaš, se odloči, da ne bo več živel pri svoji družini in odide, vzame svoj inštrument in njega ni več, zapusti svoj kraj, vse. In kasneje se njegova punca dobi hčerko in z njo se odpravita v mesto, stara je že 5 let in punčka ga zagleda v centru. On pa je ne prepozna, ker niti ne ve, da ima hči. Kasneje pa se v bistvu tudi one dva med sabo prepoznata in ona ga povabi na večerjo, punca ne. In se spet dobijo skupaj v isti gostilni, mu pripravi presenečenje, povabi vse njegove prijatelje, starša, potem v ansambl in se spet združijo, skupaj zaigrajo in potem razplet je srečen. Glavno je, da ansambl v bistvu mu opraviči, da
ni več tih zamer, ki so bile prej na začetku in tako. Povedali smo, da je lepo je biti muzikant, igra z glasbo Slavka in Vilka Avsenika. Njun bogat glasbeni opus, kot vemo, navdihuje mnoge glasbenike in razveseljuje marsikaterega poslušalca vseh generacij. Tudi vi pričakujete na tem dogodku vse generacije? Ja, prav resno. Jaz mislim, da ja, ker mislim, da ni ansambla v slovenskem prostoru, ki bi ga imeli rajše kot Slavka Avsenika oziroma njihov ansambl. Tako da pričakujemo prav gotovo. Seveda pa pustimo odprto, a ne, tistem, ki je to všeč, ta glasba, bojo prav gotovo si radi ogledali to našo predstavo. Jaz mislim, da lahko pričakujemo upravičeno, no, da bo to kar neka uspešnica. Seveda, mislimo tudi potrudili, da bomo naredili tako, kot je treba. Ta predstava bi lahko bila celo muzikala, ne? Ampak jaz nisem bil navdušen nad tem, da delamo še en muzikal, ker jih je že kar nekaj, ne? Tako da smo raje pustili tako, da je bolj predstava. Jaz se bojim, da bi obiskovalci predvidevali, da bo to koncert. Ne, to ni koncert, to je prav predstava, ki je samo prepletena z Avsenikovo glasbo. Kje se dajo kupiti vstopnice? Vstopnice pa lahko prebereš tamle, kje so te številke in kje lahko dobite. Pri nas se samo rezervirajo, a ne? Torej, vstopnice se dajo dobiti na spletni strani www.studenec.net ali pa se naročijo prek telefonske številke, je pa 051 61 61 51 in pa 051 61 41 41. Se rezervirajo, potem pa prevzamejo predstavo ponavadi v gledališču. Lojze in Ana, obema se zahvaljujem za obisk v našem studiu. Vam želim veliko delovne vneme pri samih vajah, ki še potekajo. Vam pa, da boste uspešno bedeli nad celotno zadevo in da bo sredi julija vse pripravljeno za vrhunec, za dogodek, na katerega bo prišlo veliko ljudi in s katerim bodo vsi zadovoljni. Hvala lepa za dobre želje in seveda tudi hvala za povabilo. Mi pa v Mirici dobrega kukamo še k kulinaričnim dogodkom. Prekmurska gibanica se je zdaj že spekla in kaniti odcepek bomo pokukali, kako je videti. Nič, dragi moji. Naša gibanica je v bistvu pečena. Zdaj, ker je glede na to, da je še zelo vroča, ne, je mi trenutno ne bomo še rezali, ker pomembno pri gibanici je to, da je v bistvu same sestavine so res sočne, ne, in ko po 3-4 urcah v bistvu je res primerno to, ko je res mrzla gibanica oziroma ohlajena, jo pač enostavno lahko razrežemo. Ker če gremo mi zdaj gibanico razrezati, se nam bo razlezla. Tlele imamo okvir, ki smo ga že pač odstranili, ne, enostavno gibanico zdaj pustimo, da lepo odleži, 4 urce približno, da se ohladi, potem pa enostavno jo lahko razrežemo. Zdaj naša gibanica je resnično lepo ohlajena. Tule vidite enostavno, da pač je prišla lepo iz, lahko rečem, da kar z hladilnika, zato da je lepo ohlajena. Vzamemo mleti sladkor v prahu in našo gibanico lepo, da bo pač lepa še, majčkeno potresemo sladkorjem. Lepo po celi gibanici potresete s sladkorjem. Jaz ga bom še majčkeno dala. Gibanica se prav vidi, da je zelo lepa in sočna. Razdelimo na 2 enaka dela. Takole. Ekola. Tako, dragi moji, naša gibanica je v bistvu lepo prečno razrezana. Tule sta tudi 2 kosa. Gibanica je se res da sočna, ne? In ko se bo res fajn ohladila, enostavno, potem bo res to prava specialiteta. Jaz vas pa do naslednjič lepo pozdravljamo in se spet vidimo.
Prekmurska gibanica je pripravljena in hvala Aniti za vsa kulinarična razvajanja, ki jih je pripravila v tej sezoni naših oddaj. Mi pa bomo merico dobrega polnili tudi v nadaljevanju. Pripravili smo pregled športnega dogajanja po Zasavju. Vabimo vas k ogledu aktualnih športnih vsebin, ki jih je tokrat pripravila Lucija Cestnik. Hvala, Tomaž, za besedo. Preverimo športno dogajanje v Zasavju in okolici. Nogometaši v 3. slovenski nogometni ligi Center so minuli vikend odigrali tekme predzadnjega 25. kroga. Zagorjani so gostili odpisano Kočevje in se z visoko zmago z izidom 6-0 povzpeli na 3. mesto. 2 zadetka je prispeval Matija Kranc, po enega Rok Pirc, Ivica Perič in Miha Gracar. Gostje pa so zabili tudi avtogol. Trener proletarcev Tadej Grčar, ki je pred nekaj tedni nadomestil Roka Cerarja, je bil po srečanju kajpak zadovoljen. Tadej, čestitka za zanesljivo zmago. Za konec slovo od domačih gledalcev, petarda 6-0 proti skromni ekipi Kočevja. Vaš komentar? Ja, tako kot ste rekli, ekipa je bila skromna. Mi smo pač se hoteli udeležiti navijačam za to sezono, za spodbudo skozi celo sezono. Mislim, da nam je to v neki meri uspelo. Sigurno pa ni to. No, mi smo pričakovali od te sezone več. Moramo pa gledati skozi naprej. Hočemo biti iz tekme v tekmo boljši, napredovati pa v naslednjo sezono iti spet z enimi ambicijami in cilji višjimi, kot se je pokazal zdaj ta končno mesto, 3., 4. Hočemo več. No. Za konec, gledajte še zanesljivo drugovrčeni ekipi, če ne morda celo prvi, ko se še igra do konca na Bled jeseni, ko ste zmagali 3-2. Bledci bi verjetno želeli revanšo. Ja, sigurno. No. Mi upamo, da so Blejčani to tekmo danes dobili, da jim bo to odločilna tekma, ker je to tudi za nas pomeni nekaj fajnega, ena dodatna motivacija. Mi gremo na Bled odigrati pošteno za svoj klub, za svoje barve, za svojo čast in upam na najboljše. Je pa res, da ste tale zadnji del odigrali precej v okrnjeni zasedbi. Poškodbe so praktično zasetkale vrsto. Ja, takšna situacija je zdaj, tako je naneslo, očitno nismo bili te sreče, poškodbe so nas res razredčile. Upam, da bo to tudi v naslednji sezoni boljše, da bomo imeli več sreče, ker se tega tiče. Sigurno si moramo pa to zaslužiti. Zagorjani bodo v zadnjem krogu gostovali pri vodilnemu Bledu Hirterju. Gorenci nujno potrebujejo zmago za potrditev prvega mesta, ki vodi v kvalifikacije za drugo ligo. Na njihov spodrsljaj pa čaka Brinje Grosuplje. Trboveljski Rudar se je že pred časom sprijaznil z izpadom. Tokrat je opisal poraz 4-1 na gostovanju pri moštvu Šobec Lesce. Edini gol za Knape je dosegel Marko Sotenšek. Slednji je bil na začetku drugega polčasa nato izključen in domači so izkoristili številčno prednost. V zadnjem krogu bo Rudar gostil Ivančno Gorico. Ta je pretekli konec tedna doma kar s 5-0 ugnala Tinek Šenčur, potem ko so gostje srečanje zaključili le z 9. V regionalni ljubljanski nogometni ligi je Jevnica v okviru 20. kroga zmagala v Kisovcu, Kresniška Kokta je bila boljša od Črnuč, Moravški Termit pa je doma remiziral z Dobom. Litija pa kar 6-0 izgubila pri Dolomitih. Naslov in s tem napredovanje v 3. ligo bo suvereno osvojila Svoboda Ljubljana, od klubov iz širšega zasavskega območja pa 2 kroga pred koncem sezone za obstanek najbolj trepeta Litija. Na odločilni 5. tekmi finalne serije prve slovenske futsal lige so igralcem Litije ni uspelo prebiti do Nove Lovorike. Moštvo Dobovec Pivovarna Kozelj je pred 900 gledalci v litijski športni dvorani slavilo z 2-0 in se z izidom 3-2 v zmagah dokopalo do drugega državnega naslova. Oba zadetka na odločilnem srečanju je prispeval Aleš Marot. Litija je ostala pri 10 prvenstvenih lovorikah.
Sezono so zaključile tudi rokometašice Zagorja. V zadnjem krogu so varovanke Bojana Voglarja gostovale v Novem mestu in Krko premagale s 23-20. Za zmagovalke sta bili najbolj učinkoviti Pia Hren in Nataša Lepoja z 8 oziroma 5 zadetki. Naslov je pričakovano osvojil Krim Mercator, Zagorjanke so že 7. v klubski zgodovini postale podprvakinje. Zadnjo domačo tekmo v elitni ligi NLB so odigrali rokometaši Herč Martnega, ki so že pred časom izgubili up po obstanku. Od domačih navijačev so se poslovili v slogu, saj so ormoški Jeruzalem odpravili 34-30. Matevž Kunc je za zmago prispeval 9, Anže Dobovičnik pa 8 golov. Poleg Šmarčanov se od prve lige poslavlja še ljubljanski Slovan, prav slednji bo naslednji teden zadnji tekmec Herca v letošnji sezoni. Državni prvaki so že 22. v klubski zgodovini postali igralci Celja Pivovarne Laško. V Nemčiji je potekala dirka motokrosističnega evropskega prvenstva EMX 125, na kateri je mladi Trboveljčan Max Mauser prvič letos ostal brez točk. Še četrtič se je uvrstil na dirko, kjer pa je bil v obeh vožnjah 26, skupno pa je osvojil 28. mesto. Zmagal je Italijan Mattia Guadagnini, na nemškem prizorišču pa je za slovenski uspeh poskrbel Tim Gajser, nekdani svetovni prvak, ki je v elitni kategoriji EMX GP osvojil drugo mesto. To je bila Mirica Športa, hvala za vašo pozornost. Postanite z nami vidni tudi vi. Oglaševanje na ETV. 03 56 57 150. Gostišče Trojane je gostišče s tradicijo, ki je nastalo iz dobre stare gostilne. Gostom so namenjeni obširni parkirni prostori tako za avtomobile kot avtobuse. Sloves Trojan je tudi preko meja ponesla znamenita slaščica Trojanski krof. Krofe pečejo že od leta 1961 dalje. Trgovina s slaščicami je založena tudi z drugimi sladicami, od kremnih rezin, tortic, gibanic, keksov in domačih potic. Pripravijo izvrstne jedi, med katerimi izstopajo slovenske specialitete, ki navdušujejo tudi najbolj zahtevne goste. Z njimi vas bodo postregli v stari in novi restavraciji in prav v tej je posebno prijetno posedeti ob dobri hrani in uživanju v razgledu po okoliških hribih. Še lepši pa je razgled iz vrhnje terase. Vsak dan pečejo domač kruh, več vrst ga imajo, kupite pa ga lahko v njihovem dobro založenem minimarketu, v katerem bo zagotovo vsakdo našel nekaj zase. Vam plevel povzroča glavobole? Ne veste, kako bi uredili gredice? Pomaga vam lahko zastirka iz EVJ, izdelana iz slovenskega lesa in pakirana v vrečah različnih dimenzij. Ker imam rada urejen vrt in okolico, si vedno pomagam za zastirko iz podjetja EVJ. Oglasite se v EVJ centru. Ljubezen je vse posod okrog nas. Najdemo jo tako v malih detajlih kot v velikih dejanjih. Mi v Itongu verjamemo, da je skrb za bližnjega najbolj naraven izraz ljubezni. Iz generacije v generacijo družine širom sveta skrbijo za prihodnost svojih najdražjih. Skrbijo za varnost domov, ki jih izberejo. Itong. Skrbimo za bodoče generacije.
Mirica dobrega prinaša same dobre stvari. Naša naslednja gostja je Metka Podpečan, ravnateljica Glasbene šole Zagorje. Prav lepo pozdravljeni. Dober dan. Glasbena šola Zagorje vsako leto maja v tem času organizira sprejemne preizkuse glasbenih sposobnosti za vpis na inštrument oziroma petje in pa tudi vpise novih učencev v programe skupinskega pouka za naslednje šolsko leto. Sprejemni preizkusi bodo potekali v prostorih Glasbene šole Zagorje in sicer že jutri, v sredo 23. maja, potem pa še enkrat v ponedeljek 28. maja od 16. do 19. ure. Za katera predmetna področja boste v naslednjem šolskem letu v vaši glasbeni šoli vpisovali nove učence pri individualnem in skupinskem pouku? Pri individualnem pouku pravzaprav na vsa predmetna področja, torej na vse inštrumente, katere na naši šoli poučujemo. Število vpisnih mest je odvisno od tega, koliko učencev zaključuje šolanje. Pri skupinskem pouku pa vpisujemo vse programe plesa, plesne pripravnice, predšolske plesne vzgoje in pa seveda glasbene pripravnice in pa predšolske glasbene vzgoje. Torej, če povzamem, otroke stare od 5 pa tudi do 15 let, ker recimo baletke, oziroma pri pevcih celo na oddelku petja vpisujemo pravzaprav od 17. 18. leta dalje. Skratka, od 5 do 18 let stare kandidate. Od česa pa sta odvisna nabor predmetnih področji za posamezno šolsko leto? Katere inštrumente boste ponudili in ste rekli število od števila zaključenih učencev? Kako je to? Tako je, kot že rečeno, toliko učencev, kolikor zaključuje šolanje. Konkretno v letošnjem šolskem letu toliko vpisnih mest je seveda prosto za nove učence, kajti mi imamo število vpisnih mest omejeno strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Tukaj predvsem velja za predmete individualnega pouka. Pri skupinskem pouku se pa seveda moramo držati omejitve znotraj skupin, torej normativ, ki je tudi postavljen s pravilnikom, tako da v skupnem številu 104 učence vpisujemo od tega 38 vpisnih mest za inštrumentalni oddelek in oddelke petja, vse ostalo gre pa na račun skupin. Ali se iz leta v leto nabor inštrumentov, ki jih lahko učenci igrajo, spreminja? Je fiksen, stalen, od česa je to odvisno? Ja, v večini primerov seveda, oziroma zadnja leta je kar stalen, kajti tiste učitelje, tako kot smo kadrovsko zasedeni, tisto predmete, ki imamo razpisane, oziroma za katere imamo ustrezno usposobljene učitelje, tam tudi vpisujemo. Zdaj, če bi recimo bila kakšna velika želja, interes, tako kot je bil recimo pred leti za petje, da se več let pojavlja, ali pa je med otroci izražena želja za kakšen specifičen inštrument, potem bi morda tudi kaj razširili našo ponudbo. Kot sem že dejala, pred 6 leti se je to zgodilo na oddelku petja, torej uvedli smo oddelek petja. Zdaj v tem času oziroma za naslednje šolsko leto pa ni načrtovane kakšnega novega inštrumenta. Na začetku sem omenil sprejemne preizkuse, pa me zanima, ali je pozitivno opravljen sprejemni preizkus edino merilo za vpis v glasbeno šolo in kaj pravzaprav to predstavlja? Žal ne. Sliši se to zdaj malo čudno, vendar, kot sem že prej dejala, število vpisnih mest je odvisno od števila učencev, ki zaključujejo šolanje. Kar pomeni, čisto praktično, če razložim, mi konkretno na recimo oddelku violine razpisujemo 5 vpisnih mest, pride na sprejemni preizkus recimo 20 kandidatov, od tega jih 15 opravi sprejemni preizkus, torej uspešno po naših merilih, vendar mi lahko vpišemo samo 5 učencev, kajti imamo samo 5 vpisnih mest. Ostale pač damo nekako na čakalno listo in potem v primeru, da se kdo od izbranih ne vpiše, potem seveda sledi naslednji čakalne liste. Pogosto pa tudi svetujemo recimo tistemu učencu, da morda, se vključi v pevski zbor ali morda izbere še kakšen drug inštrument, ker običajno svetujemo otrokom in tudi staršem, da si le izberejo 2 inštrumenta, ko pridejo na sprejemni preizkus, če morda na prvem
ni dovolj prostih mest, da morda potem dobi mesto prosto na drugem inštrumentu. Skratka, poskušamo vključiti čim več otrok, ki si želijo igrati inštrument in pa seveda uspešno opravijo sprejemni preizkus. Mogoče je dobro pojasniti, od česa je odvisno število vpisnih mest, da bodo ljudje, naše gledalke in gledalci vedeli za ta merila. Zakaj jih je samo toliko in nič več? Kot sem že dejala, toliko kot jih zaključi. Ampak celostno gledano, zakaj je recimo na klavirju recimo 5, ne 30? Verjetno so neki normativi, ki jih predpisuje ministrstvo, glede na šolo, glede na število prebivalcev. Seveda, ampak mi imamo to na nivoju šole. Za individualni pouk imamo mi 196 vpisnih mest in znotraj tega pa potem mi, glede na zaposlitve, ki jih imamo, razporejamo, katere inštrumente in koliko kandidatov bomo seveda opisali. Je pa, kot sem rekla že prej, odvisno, če zaključi letošnjo leto 5 pianistov, šolanje, potem bo naslednje šolsko leto vpisanih 5 novih pianistov. Predstavljam si, da so sprejemni preizkusi za te otroke kar stresna situacija. Ali se da kaj povedati, kako so videti ti sprejemni preizkusi? Ja, se da in tudi ta tvoja trditev drži, da je stresno, vendar ne bi bilo potrebno, da bi bilo. Zdaj se to sliši verjetno malo čudno in verjetno bodo starši rekli, lahko je tebi to govoriti. Poglejte, na sprejemnih preizkusih mi preverjamo razvitost elementarnih ritmično-melodičnih sposobnosti. Torej, tisto, kar je otrok do 6. leta starosti z razvojem pridobil, z neko stopno razvitosti posluha seveda, ki je med otroci tudi različna. Mi samo preverimo, kje je nekako, koliko so te sposobnosti razvite. Otrok nam zapoje eno pesmico, po želji, sploh ni pomembno katero, mi večinoma poznamo otroške, pa tudi, da je kakšno popevko slišimo, tudi od Siddharte, smo že kakšno skladbo slišali, skratka, otrok zapoje pesmico, potem pa vse, kar mi od njega želimo, mu prej pokažemo. Ga na nek način naučimo. Mu povemo, ponovi za nami, zapoj za nami, mu zaigramo na klavir, mora ponoviti tisto. Skratka, nič ni takega, kar bi moral biti otrok na to pripravljen. Ker slišim po mestu, da vadijo za sprejemne preizkuse, da starši ne vem kaj vse, česa vsega se še ne poslužujejo, da bi njihovi otroci seveda uspešno opravili izpit. Tako da meni je to, hudo mi je pri srcu zaradi tega, ker vidim, kako včasih otroci prestrašeni pridajo v glasbeno šolo, ampak res ni razloga. Kajti nič takega ni, kar bi otrok moral že prej znati. Morda starši v želji, da bi njihov otrok bil uspešen ali uspešnejši, morda preveč o tem tudi doma govorijo. Dovolj bi bilo, da se reče, da se gre v glasbeno šolo, nekaj boš zapel, nekaj boš ponovil in to je to. Ker bistvo je, pomembno je to, da ali pa povedati je potrebno, da zelo, zelo veliko otrok uspešno opravi preizkus. Zdaj, če bi mi ugotovili, da od vseh kandidatov, ki pridejo, ki jih je vsako leto več, da recimo vedno večji odstotek otrok tega ne opravi, potem bi mi presojali konkretno in strokovno o tem, ali so morda te sprejemni preizkusi pa prezahtevni. Vendar niso, ker ogromno otrok uspešno opravi. Zdaj, želja, da bo otrok opravil 100%, se mi zdi, da je tudi pretirana, ker tudi starši morda včasih od otrok pričakujemo preveč. Za nas ni potrebno 100% opraviti. Mi imamo svoja merila in točno vemo, kje je tista meja, koliko je število točk, pod koliko točk, kakšna številka je potrebna, da otrok opravi sprejemni preizkus. Tako da nič ni hudega in jaz lepo prosim starše, naj ne strašijo otroke s tem, kaj vse bo, kako je to težko, ni težko. Tudi pred leti so bile 5-7 članske komisije in to verjetno na otroka dejansko deluje stresno. Zdaj so 3 članske komisije. Vsi učitelji, ki so v komisijah, so prijazni, z otroci se pogovarjamo, jih poskušamo sprostiti, tako da to ne bi bil en tak lep dogodek, se mi zdi, da se pride, da nekdo se predstavi, nekaj zapoje, ne pa, da to predstavlja neko blazno, stresno situacijo. Ne samo za otroka, za celo družino. Dejstvo pa je, da če smo starši znervirani, če starši čutimo nek pritisk, se to prenaša tudi na otroke. Tako da res ni potrebno. Nam je pa zelo hudo in žal, da je temu tako, ker vemo, da je tako že kar nekaj let, nažalost. Otroci imajo različne želje, kateri inštrument bi igrali. Ponavadi se zgledujejo po kom, ki jim je všeč in je odločitev na prvo roko. Ali se to za izbiro inštrumenta v večini primerov izkaže kot uspešno, ali se zgodi, da potem kateremu izmed učencev izbrano glasbilo ne leži in bi rad zamenjal, in ali je tudi to mogoče?
Takih slučajev, da bi ugotovili, da mu ne leži, tega pravzaprav ni. Pomembno je, zakaj tega ni. Zato, ker mi že v osnovi, ko se otrok vpisuje, svetujemo. Če ugotovimo, da otrok recimo še ni dovolj visok, da nima dovolj razvita pljuča, da mogoče inštrument, ki si ga je izbral, še ni primeren za njegovo starost, seveda odsvetujemo. Svetujemo tisto, kar je letom in otrokovem razvoju primerno, potem se pa odloči, saj tako majhni otroci vedno imajo 2 ali pa 3 želje, nisem, jaz bi pa igral recimo samo klavir, se jih da lepo pregovoriti oziroma se jim da dopovedati in jim razložiti, zakaj za njih to ni dobro. Tako da v večini primerov kar izberejo inštrument, ki jim ustreza in ki je tudi njihovemu razvoju primeren. Če pa bi se seveda tokom šolanja pa zgodilo, da otrok ugotovi, da mu pa res to ni všeč, da mu je veliko bolj všeč tisti inštrument, za katerega se je mogoče pri 6 letih odločil, se pa tudi seveda da potem znotraj šolanja oziroma z leti zamenjati inštrument in da pač otrok nadaljuje šolanje na tistem inštrumentu, ki si ga je želel. Ampak teh primerov ni veliko. Ko je učenec enkrat sprejet, izbran na določen inštrument, kako potem poteka njegovo nadaljne glasbeno šolanje? Koliko časa traja, kakšne so njegove tedenske obveznosti, kar se tiče obiskovanja glasbene šole? Osnovno glasbeno izobraževanje na inštrumentalnem in pevskem pouku traja 6 let. To je nižja prva stopnja, potem pa še 2 leti za tiste učence, ki resnično dosegajo višje standarde znanja in ki tudi namenijo vadenju dovolj časa. Kajti 7. in 8. letnik inštrumenta so pa kar precej zahtevne stvari že, tako da tam je pa resnično potrebno se odločiti, da boš poleg šole, poleg vseh obveznosti tudi namenil kar dobršen del dneva tudi glasbi. Sicer je pa pouk inštrumenta in petja poteka 2-krat tedensko po 30 minut, do 6. razreda, 7., 8., 2-krat tedensko 45 minut, potem je enkrat tedensko tudi nauk o glasbi, ki je obvezen, to je obvezen stranski predmet, tako da tam so skupine, glede na število učencev v skupinah, pouk traja od ure, torej od 60 minut do 90, odvisno koliko so številčne skupine, potem pa od 4. razreda dalje inštrumenta govorim, pa še obvezno ali komorna skupina, ali orkester, ali zbor. Tega imamo pa pri nas kar precej na voljo, tako da učenci v večini primerov že kar od 1. razreda ali že pojejo v otroškem pevskem zboru, ali celo deklice plešejo pri baletu oziroma v plesni pripravnici. Skratka, naši učenci so pridni in že kar takoj, ko pridejo, si izberejo poleg nauka še skoraj sigurno vsaj še en predmet, ki ga obiskujejo. Čeprav učenci zelo radi igrajo na inštrument, ki ga izberejo, smo starši včasih v situaciji, da moramo svoje otroke še dodatno motivirati za vajo. Mogoče kak konkreten nasvet za starše, kako neobvezujoče svoje otroke motivirati, da se poslužujejo inštrumenta, da ga večkrat igrajo, da kakovostno igrajo. Mogoče kak prijem. Ja, predvsem mora biti to nežno in prijazno. Zdaj, najboljši recept je, da se o tem vsakodnevno pogovarja. Da družina tako kot dela šolsko nalogo, kot se pogovarja o šolskih obveznostih, torej obveznostih v osnovni šoli, da se tudi v glasbeni šoli. Da mogoče se spodbuja otroka na način, joj, kaj si se pa novega naučila ali naučil, a bi mi to zaigrala, a bi mi pokazala, bi morda mene naučila, ker tudi mene to zanima. Skratka, na ta način je v prvih letih šolanja zelo pomembno, da otroka nekako privajamo na to, da je to del njegovega vsakdana, da je to nekaj, kar je treba trenirati, če tako rečemo, ker športniki uporabljajo ta izraz, pa ga tudi naši otroci bolj razumejo kot vadenje. Nekaj, kar je treba krepiti, neka veščina, katero, če vsak dan delamo pomalo, potem pride do velikega rezultata. Najslabše je, da nekaj časa ne delamo nič, potem pa sedimo 3, 4 ali celo več ur, ali pa cel vikend, ko včasih kdo reče, joj, sem cel vikend vadil. Jaz vedno rečem, samo tega ne delajte. Ker to je pa potem ravno nasprotno učinek, ker prej morda teden ne veliko, potem pa cel vikend in seveda so otrok tega potem nimo prijetno, seveda, ker če smo nekaj potisnjeni in da moramo delati ure in ure, ni prijetno. Zato je bolj vsak dan pomalo se o tem pogovarjati, vzpodbujati, v bistvu motivirati in tudi, če vidimo, da otroku najbolje ne gre, je treba vsak najmanjši napredek pohvaliti. Vemo pa dobro, da otroci so najbolj najbolj nekako zaleže pri njih pohvala, ki jo dobijo doma, od staršev, od najbližjih. In to je pač tisto, govoriti o tem, živeti v tem duhu, se pogovarjati o tem in potem pridajo tudi morda iz, tako rečem,
najbolj nadarjenih otrok lahko zelo, zelo dobri glasbeniki, ljubiteljski glasbeniki, tudi profesionalne glasbenike poznamo, ki so s pridnostjo ogromno dosegli. Tako da, kot sem že rekla, tudi na pomladanskem koncertu, velik talent je samo začetek, neka dobra štartna osnova. Vse ostalo je delo, vztrajnost, prizadevnost in seveda podpora družine in širše družbe. Sprejemni preizkusi za novo šolsko leto se bodo torej odvijali jutri, v sredo, 23. maja in pa v ponedeljek, 28. maja od 16. do 19. ure. Se je pa pred kratkim končal še en zelo uspešen festival pod organizacijo Glasbene šole Zagorje. Festival flavtistov je mednarodni festival in tudi letos je bil zelo uspešen. Pa vas prosim za kratek komentar dogajanja. Kratek bo težko, ker sem še polna vtisov v festivalu. Ja, bilo je res prelepo. To je bil 12. festival flavtistov Slovenije, ki ga že od leta 1996 bienalno organizira Glasbena šola Zagorje, seveda na pobudo in ob izjemnim strokovnim vodstvom umetniškega vodja, to je Mateja Zupana, Zagorjana, po srcu, po duši, po prepričanju, čeprav živi v Ljubljani, vendar on je resnično Zagorjan z veliko začetnico in človek, ki pozna vse te umetnike, flavtiste iz celega sveta in nekako z njimi tudi za 2 leti ali celo več naprej že usklajuje programe, termine za naš festival. Torej letošnje leto, festival je potekal preteklo soboto in nedeljo, saj Zagorjani so verjetno slišali glasbo flavte 2 dni po Zagorju. Imeli smo 9 vrhunskih koncertov, seveda svetovnih flavtističnih zvezd in pa slovenske skupine Terrafolk, ker tudi Terrafolk ima zdaj flavtista, ki je tudi sicer se izobražuje na srednji šoli, torej na konzervatoriju za glasbo in balet in vse, kar je povezano s flavto, seveda je za nas na tem festivalu zanimivo in bil je krasen koncert, obiskalo ga je tudi veliko Zagorjanov. Sicer pa, kot sem rekla, 8, poleg Terrafolk, 8 svetovnih zvezd iz Kitajske, Južne Koreje, Nemčije, Portugalske, Italije, Združenih držav Amerike. Skratka, to so vse vrhunski glasbeniki, solisti v najboljših svetovnih orkestrih, potem YouTube zvezda, recimo Jasmine Chow, to je mlada južnokorejska flavtistka, mlada, 38 let stara, 100 koncertov letno recimo po celem svetu. Skratka, bilo je res prečudovito, 300 udeležencev iz cele Evrope smo imeli 2 dni. Skratka, polni smo še vtisov, tako da morda zdaj preveč z navdušenjem govorim o tem, ampak tako pač je, ko človek toliko volje, energije in časa nameni temu festivalu in da potem res vidiš, da so ljudje srečni, zadovoljni odhajali. Ti naši izvajalci pravzaprav so rekli, da sploh še ne bi šli iz Zagorja, ker navdušila jih je tudi pokrajina, čudovita Zagorska dolina, niso se morali načuditi tej naši lepoti doline, potem prijaznost ljudi, osebja, ki je delalo, ker moram reči, da midva z Matejem imava že 22 let ekipo, skoraj bi rekla stalno, ki dela na projektu, ki je duša in srce tega projekta. To so vse prostovoljci, ki delajo v dobro stroke, v dobro glasbe, v dobro Zagorja. Torej, navdušenje je bilo vse splošno in pa seveda tudi vse gostinske usluge, vsa podpora, ki mora biti takemu festivalu, je bila na najvišjem nivoju, tako da tukaj gre res tudi izjemna zahvala zagorskim gostincem, na čelu z gostiščem Kum, ki je resnično poskrbel tudi za to, da so bili dobro nameščeni in da so dobro jedli, ker tudi to je pomembno, do vseh lokalnih ostalih sodelujočih, kulturni center Delavski dom s kompletnim osebjem, ki je bil 2 dni z nami ves čas na čelu z direktorico in seveda gospod župan, ki nas je prvi dan obiskal, uradno otvoril festival s izjemno prijaznim nagovorom. Tako da moram reči, da ko prihajajo ljudje v Zagorsko dolino, so nam kar malo nevoščljivi in župana in vseh teh ljudi, teh prostovoljcev, te pripravljenosti. Predvsem je bila pa angleška flavtistka Emily Bainon navdušena nad tem, kako recimo v Zagorju vsak človek, ki ga pogledaš, oči se ti nasmeji. Ona je rekla, da tega še ni doživela. Tako da, poglejte, vtis smo naredili izjemen zopet, pa ne samo
Zagorje, glasbena šola kot glasbena šola, ne vem, kulturni center kot kulturni center in tisti, ki smo bili neposredno udeleženi, tudi Zagorje kot mesto in občanke in občani občine Zagorja, ključno na čelu županom. In to mislim, da je tisto, kar šteje in to je tisto, kar nas dela drugačne, kar nas dela bolj nekako tople, prijazne in mislim, da se je ta knapovska trdota, po kateri smo Zasavci znani, s temi našimi gestami že zelo, zelo dobro omehčala, da ne rečem, pokazala in zasvetila, zasijala v najlepši luči. Čisto ob koncu pa bom izkoristil še eno priložnost za vprašanje, ki mogoče zanima marsikoga iz našega okolja, kako je s selitvijo glasbene šole. Kakšno je trenutno stanje? Trenutno stanje je, da je pridobljena vsa ustrezna dokumentacija, ki je potrebna za prenovo objekta, v katerega naj bi se glasbena in baletna šola preselili. Seveda potem so tukaj administrativni postopki, ki potekajo. Jaz si želim, da bo to čim prej zaključeno. Ko bo zadeva zaključena, pa seveda gre v izbiro izvajalca in potem je pa že skoraj tisti del, ki se ga vsi želimo videti in ki ga vsi skupaj že zelo čakamo, vendar dobro vemo, da včasih ta prvi del, ko ni videti, da se že kaj dogaja, traja dalj časa oziroma je morda bolj zahteven kot tisto, ko se potem začne delati. Takrat pa mislim, da je že tisti čas, trenutek, ko se bomo selili, že zelo blizu. Skratka, se dogaja, se odvija, tega smo veseli in čakamo in si želimo, da bo do tega čim prej prišlo. Metka Podpečan, hvala lepa, ker ste se odzvali našemu vabilu in vse te informacije delili skupaj z nami. Upam pa, da se kmalu spet srečava na tem mestu. Najlepša hvala za povabilo in seveda povabljeni v naše programe, kot tudi na naše koncerte in seveda hvala vam, ker to podpirate ves čas in tudi vsem staršem, ki nam zaupajo svoje otroke in vsem obiskovalcem naših koncertov, tako da lepo je biti glasbenik v Zagorski dolini. Pogovor pa bomo sklenili s pesmijo, ki jo je izbrala naša gostja. Želimo vam prijetno poslušanje. V drugem delu pa sem zelo vesel, da lahko pozdravim v studiu Mirice Dobrega dva nova gosta. Z menoj v studiu sta Marko Pavlović in Jani Medvešek, direktorja mladinskih centrov v Zagorju in Hrastniku. Danes bomo predstavili 16. mednarodni scenski festival Rdeči revirji 2018. Tradicionalna prireditev, ki je pred vrati. Kako bi predstavila te tako imenovane Rdeče revirje, ki imajo v Zasavju bogato tradicijo? Ja, to je, kot ste omenili, že 16. festival, res bogata tradicija. Pred leti se je razširil iz Hrastnika na celotno Zasavje. Gre pa za festival uličnih scenskih umetnosti, torej za vrhunsko gledališko, plesno produkcijo, razstave, skratka eksplozija kulture v vseh pomenih besede. Kdo ste ustvarjalci teh prireditev? Osnovni organizator festivala in prvi pobudnik je Zavod Vidkar z Branetom Potočanom na čelu. Mladinski center Hrastnik v Hrastniku, v Zagorju Mladinski center Zagorje koordinator s partnerjem Kulturnim centrom Zagorje. V Trbovljah pa prav tako Mladinski center Trbovlje v sodelovanju z Kulturnim centrom. In tudi v Hrastniku mislim, da Kulturni center sodeluje. Tako da lahko rečemo vsi trije kulturni domovi, mladinski centri in Zavod Vidkar na čelu. In še cel kup tudi nevladnih organizacij, skratka nekih pridruženih partnerjev, tako da skušamo vzeti res najširši nabor vseh kulturnih ustvarjalcev. Kakšne so pa izkušnje festivalov iz preteklih let? So ti festivali motivacija za pripravo za naslednje leto? Ste zadovoljni z vsem, kar se je že dogajalo? S programom prav gotovo, mogoče malo manj z obiskom. To jaz priznam, ampak jaz mislim, da je prav, da vztrajamo pri tej kvaliteti programa in prav, da ljudi prepričujemo, da se tudi takšne stvari vredno ogledati, ne samo neko instantno hiperprodukcijo, ki se čedalje bolj pojavlja povsod, kajti samo z neko kulturo, z nekim razmislekom, s tem bomo spravili te naše doline na nek višji razvojni nivo in jaz sem prepričan, da bomo pri tem konceptu še naprej vztrajali. In prav je, da predstavimo datume, kdaj se bo vse skupaj dogajalo, pa seveda tudi lokacije v Zagorju, v Trbovljah, v Hrastniku.
Mogoče za Hrastnik, kdaj se začne? Tako, začne se že v četrtek in traja do nedelje, potem se seli. Ja, v Zagorju tudi od četrtka, od 31.5. do 3. do nedelje, 3.6. in v Trbovljah 6. in 7. junij. Kaj letos ponujate obiskovalcem? Na začetku sta povedala na splošno, kaj vse festival zaobjema, zdaj pa predstavite še malo podrobneje, da bo mogoče vsak našel nekaj zase. Tako, v Hrastniku začenjamo tako kot vedno, to so plesne predstave, vrhunske produkcije, tako koreografa Braneta Potočana, umetniškega vodja, kot tudi njegovih znancev in prijateljev. Skratka, imamo tudi rock koncert v četrtek, razstave se otvorijo, potem so delavnice za otroke, okrogla miza o medgeneracijskem sodelovanju na področju kulture, potem bo ulične predstave, bodo petek, sobota, v soboto tudi koncert reperja Trkaja v Hrastniku, lutkovne predstave, domači ustvarjalci, godba, mažoretke, skratka Partličeva predstava, ogromno stvari, ki si jih lahko obiskovalci ogledajo na spletni strani www.rdečireviri.si. Tam je tudi ves program, mogoče še naprej Marko za Trbovlje in Zagorje, kaj več. Ja, v Zagorju začnemo z predstavo v kulturnem centru, namenjeno osnovnošolcem, prav gotovo so pa tudi vsi stali vabljeni, je ob enih. V petek in soboto smo skoncentrirani na dogajanje v parku, pri Poldnevniku, od delavnic, predstav, glasbe. Mogoče bi posebej izpostavil klovnovsko predstavo za Crkent v petek, predstavo Invazija, ulično predstavo v soboto in 2 koncerta Funkfu, domače zasedbe, zagorske in akustičen koncert Nike Solce. V nedeljo pa se selimo na Punkt, kjer je ena predstava, pred Punktom v Gaju pa sledi večer poezije in ogled kratkega filma, 2 filmov. En izmed njih je tudi domačka lokalnega ustvarjalca iz Kisovca, Anžeta Grčarja. Pa še tretja lokacija? Tretja lokacija, pri nas v Zagorju je Mladinski center, kjer v četrtek prikazujemo en dokumentarni film skupine Buldožer. Sicer pa v Trbovljah je pa dogajanje skoncentrirano na okolico Mladinskega centra, se pravi pred kulturnim centrom in mislim, da na strehi Mladinskega centra. Mogoče bi še posebej izpostavil eno novost letos. Mladinski center Zagorje je pripravil en projekt Skills and Art to Go, v katerega so vključeni mednarodni prostovoljci, ki bodo v vseh 3 krajih za vse te kraje 3 pripravili eno umetniško produkcijo, eno predstavo in so glih v tem momentu, ko se pogovarjamo v procesu ustvarjanja in ponudili tudi en nabor enih delavnic, takih aktivnosti za obiskovalce. Tako da bi... V Trbovljah je dogajanje 6. in 7. junija, skratka imeli bojo tudi nekaj teh gostujočih predstav, plesnih, gledaliških in tudi nekaj lastnega programa. Ne vem, trenutno se spomnim, imeli bojo iz Doma Svobode izseke iz štilčkov letošnjih, ki jih verjetno gledalci poznajo, pa tudi promocijski koncert Slovenske note, projekta, ki ga pripravljamo sicer v Hrastniku, ampak sodelujejo iz celega Zasavja in tudi iz drugih delov Slovenije, kjer se mladi neuveljavljeni pevci predstavljajo in bojo tekmovali na zaključni prireditvi v Hrastniku 1. septembra. Pa še eno splošno, tako praktično vprašanje. So dogodki brezplačni, so potrebne vstopnice ali se kar pride nanje? Dogodki so brezplačni. Nasploh je namen festivala, da kulturo približamo ljudem, čim širšem spektru. Zato gremo na ulico, zato gremo ven, veliko prireditev je zunaj in seveda tudi zato, da so bolj dostopne tudi brezplačnih. Prav vse prireditve in mislim, da jih je več kot 70 vseh skupaj v 3 krajih in vsi so
dobrodošli. Danes smo slišali zelo strnjene informacije, kje se bo kaj dogajalo. Vi ste prej omenili spletno stran, pa vaju še enkrat prosim, kje si lahko gledalke, gledalci v miru preberejo program in si izberejo tisto, kar jih veseli. Tako, najbolj sprotne informacije bodo našli na tej spletni strani, tudi na Facebooku, seveda na družabnih omrežjih in pa seveda v različnih kulturnih ustanovah in pa javnih zavodih so na voljo tudi programske knjižice, programi tudi v lokalih, skratka, samo treba je iskati napis Rdeči revirji in vse informacije bodo na dlani. Marko Pavlović, Jani Medvešek, obema se res lepo zahvaljujem, ker sta prišla, eden iz Zagorja, eden iz Hrastnika, v našo oddajo in predstavila Rdeče revirje. Upam, da boste imeli čim več obiskovalcev in da bo, tako kot sem prej rekel, letošnja organizacija že spodbuda in motivacija za dogodke prihodnje leto. Hvala. Drage gledalke in gledalci, še en del oddaje Mirica dobrega je pred nami. Za vas imamo, kot smo obljubili, tudi 2 celodnevni vstopnici za kopanje v rimskih termah in pa vstopnice za kino Trbovlje. Vabimo vas, da greste na našo Facebook stran in všečkate naše objave in med njimi bomo izžrebali nekaj vas, ki boste prejeli omenjene nagrade. Vabljeni torej na Facebookovo stran, mi pa bomo izmed vaših všečkov izbrali nekaj gledalk in gledalcev in jim poslali nagrade. Hvala, ker ste v naši družbi. Še en del je pred nami, ko vas vabimo na različne dogodke in v kino. Čisto ob koncu boste izvedeli tudi, kam najlepše ta teden. Že danes se bo na Facebook profilu televizije ETV pojavilo nagradno vprašanje, na katero boste lahko odgovorili. To nagradno vprašanje bo objavljeno že danes in vas vabim, da poskušate poiskati pravilen odgovor. Vabimo vas na predavanje, ki se bo zgodilo na Zasavski ljudski univerzi in sicer z naslovom Sabotaža, ena največjih ovir na poti k uspehu. V četrtek bo predavala Tanja Bricelj. Tema je enostarševstvo, breme ali darilo. Občina Trbovlje pa javnim zavodom in gospodarstvenikom vsako leto omogoči izobraževanje na Akademiji znanja, ki ga organizirajo v začetku leta. To izobraževanje je dobro obiskano, vsebine pa so uporabne pri vsakdanjem delu, zato je od profesorjev srednje šole prišla pobuda, da bi takšne vrste akademijo organizirali tudi za dijake. Občina je tako s pomočjo Delavskega doma Trbovlje dijakinjam in dijakom trboveljskih srednjih šol omogočila izobraževanje na temo povezovanje dveh svetov. Akademija znanja za mlade bo potekala danes, 22. maja, med 12. in 15. uro v Delavskem domu Trbovlje in bo odprtega tipa. Vabljeni pa ste tudi v knjižnico Antona Sovreta v Hrastniku, četrtek 24. maja ob 17. uri in sicer na predavanje Zdenke Kolar o programu za zdravje Svit. Še enkrat pa vas vabimo na 16. festival Rdeči revirji, ki bo letos v Zagorju potekal v Hrastniku od 24. do 27. maja, v Zagorju 1., 2. in 3. junija, v Trbovljah pa 6. in 7. junija. Program festivala obsega, kot smo omenili, produkcije domačih in tujih ustvarjalcev, plesnih in gledaliških predstav, predstav sodobnega cirkusa, lutkovne ulične predstave, pa tudi množico spremljevalnih dogodkov, koncertov, razstav, instalacij, predvajanja filmov, izvajanja različnih ustvarjalnic ter drugih zanimivih aktivnosti. У меня была мечта. Собрать лучшую команду и, совершив невозможное, стать олимпийскими чемпионами. С этого дня в сборной новый тренер. Что это? Моя команда. Я приношу за игру по 30 очков. Кто еще так делает? Да вы русский! А вы никогда нас не понимали. За сколько 100-метровку пробегаешь? 11-7. Медленно для тебя. Мне такие глаза в сборной не нужны.
Ты только не говори никому. Сколько ты забиваешь? Сюда! Мало. А когда пас даешь, сколько забиваешь? Почти всегда. Понял? Нет. Но это пройдет. Мы должны обыграть американцев. Ведь все знают, что это невозможно. Пока невозможно, потом возможно. Вот зачем он брал ответственность за нас? Победителей не судят, а вот проигравших. А может, нам не играть вообще? Игра – это все, что у нас есть. I want you to make him play you again, not this. Мяч в кольце! Никто, кроме тренера, не верил в то, что мы можем выиграть. Пока живой, все можно. И мы жили этой игрой. 3 секунды! Videli ste napovednik enega izmed filmov, mi pa vas zdaj vabimo na ogled kinopredstav v Kino Trbovlje. Danes in jutri ob 18. uri bo na sporedu film Slava, jutri ob 20. pa še predpremiera filma Solo Vojna zvezd. V četrtek ob 18. uri si boste lahko ogledali film Prijazna dežela, ob 20. pa film Fantastična ženska. V petek ob 18. bo na sporedu film Solo Vojna zvezd, ob 20. pa Fantastična ženska. Sobota je rezervirana za 3 predstave. Ob 16. bo na vrsti Koja in nagajivi predmeti, ob 17.30 Solo Vojna zvezd, ob 20. uri pa Prijazna dežela. V kino vas vabijo tudi v nedeljo, ob 10. dopoldne bo na sporedu film Koja in nagajivi predmeti, takoj za njimi pa še otroška delavnica. Ob 18. uri bodo zavrteli Prijazno deželo, ob 20. pa Solo Vojna zvezd. Poglejmo še v začetek prihodnjega tedna, v ponedeljek in sicer ob 18. uri bodo še enkrat predvajali film Koja. Pa smo prišli do konca še ene oddaje Mirica Dobrega. Če vam gre v življenju vse mično in gibko in gladko, ni nič iz vas. Vas mora nekaj stresti. Takrat se zaveste svojih korenin, zaveste se samega sebe, se utrdite. Bolečina vas naredi ali pa pohabi, a vezivo svetlega in temnega pola ostaja ljubezen. Ni hujšega greha kot živeti brez ljubezni. Imejte pogum, bodite zmožni ljubiti, pa čeprav se zdi ljubezen varljiva in srhljiva stvar. Radostite se v ljubezni, radostite se zmage, sledite temu, kar vam veleva vaše srce. Včasih je tako, da najlepši nasmeh skriva najbolj globoko žalost, da so najbolj sijoče oči potočile največ solza, da so najboljša srca izkusila najhujšo bolečino. Bodite dobri, imejte se radi in nas spremljajte tudi v prihodnje. Srečno!